In tako mora čakati minuto, da si odneš hlače. Do razumno minuto, ki boš pol doživela. Vse skupaj 2 minuti. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Intro. Intro, dobrodošli nazaj na podcastu Člani. No, zdaj naš pa še predstaviti. Ja, že če si vse prevzela, še... V glavnem, tukaj smo člani izbrani in sicer Jure, Rimanič in jaz, Ana. Mislim, da smo mi danes na Aninem podcastu. Ja, pa dobro, vse prav, kaj? Ja, sej, tako, jaz sem vam prepustil, Dobro. da me vodi. Ne, sej, Pa vse prav da povedala. vsi. Mi smo brati. Mislim, da je pozdravi tudi gledalce, ne? V bistvu, vi ste na mojem podcastu, ampak navodila so vaša. Čau, gledalci. Ok, cringe minute so mimo. Sedaj pa Kaj? začnemo z uvodnim govorom. Ali ste mnenja, da človeka naredi obleka? O moj bog, stari, zgoda je, ne me fukat, ko je bilo to slabo. Snemamo ob 6 zjutraj. Gremo še enkrat. Ali ste mnenja, da obleka naredi človeka? Jaz nekoč nisem bila tega mnenja, ker meni je to moja mati non-stop ponavljala: Ana, obleka naredi človeka, začni se oblačiti boljše, lepše. In jaz sem bila tako: mama, ni point v obleki in v zunanjem videzu, ampak je point v tem, kakšen si ti kot oseba. Ampak zdaj z leti sem začela malo bolj o tem razmišljati oziroma malo bolj to opazovati in sem videla, da dejansko je obleka en del človeka, ki ga tudi naredi. In če ti recimo vidiš nekoga v obleki, tako suit and tie, ali pa enega v trenirki z, ne vem, razmršenimi lasmi, si ustvariš na podlagi tega neka mnenja o tem človeku. Pol, ga spoznaš in vidiš recimo, kdo ima boljši karakter ali kaj takega, ampak sem v glavnem ugotovila, da obleka je en del, ki naredi človeka in da je pomemben del. Ni najpomembnejši, ampak I guess, da je pomemben del. Mislim, preko obleke že nadalje spoznaš človeka. Se ful vidi. Nisi? Kaj jaz vem? Ne strinjaš? Ne vem, mi zdi, da dostikrat ljudje se oblačijo tako, da hočejo v bistvu nekaj povedati, ampak ne izražajo sebe. Mogoče to je večji problem za moje pojme, da recimo, primer, se oblačiš, recimo kot da si, ne vem, nekje v nekem, recimo neko veliko podjetje in se oblačiš v najdražje stvari, v obleke drage in v bistvu s tem hočeš pokazati svoj status, ampak status ne dobiš, se mi zdi, samo z obleko. Obleka je samo neka pika na i ali sestavni del, v bistvu moraš ti prvo, ko bi rekel, doseči neko uspehe in da se pol, ne vem, kaj sem ti hotel iskreno povedati, ampak da se pol oblačiš v bistvu primerno svojemu, ko bi rekel, moraš izražati tudi ti tako, kot se oblečeš. Tam je v bistvu neko svoje, mora biti podaljšek tebe, tako bom rekel, no? Ne pa da to ustvarjaš, neko, da ni odraz tebe. To se mi zdi velik problem, ko se ljudje oblačijo pač tako. Samo drage stvari, recimo, ne vem, kaj hočeš s tem povedati, da si bogat, ampak ne vem, mislim, da ni point, da kažeš svoje drage obleke, ampak da se ti počutiš dobro v teh oblekah. Ne, Ja, da to se meni nekaj zdi prikazati predvsem ful pomembno, zunaj. ne? Da se počutiš samozavesten in pač, da se počutiš udobno v tem, kar imaš oblečeno. In zaradi tega imaš posledično tudi boljšo energijo in lahko energija privlači drugega človeka k tebi. Tako da jaz dajem pa ful pomena na to, da se počutim udobno v tem, kar imam oblečeno. Tudi če včasih mogoče ni dovolj stylish ali da ne paše skupaj, ne vem, iskreno, jaz se bolj simpel oblačim, ampak je to en velik del, no. Ja, ma smo spet pol pri temu. Tebi je komod biti v trenirki. Zgoraj spade v trenirki. Jaz vidim na ulici, da te vidim tako šetat okoli, bom dobil eno tisto tebi. In to je zdaj to. Si to, nisi ti to. Ja, si ti to, ki si sama rekla, da si ti to. Pol obleka naredi človeka. Tako da no, ja, mislim, pač to je ta itak vse splošno, da pač ljudi sodimo po videzu, tako da obleka je del videza. Prvi vtisi so v bistvu ful pomembni, ne.
To je tudi ta halo efekt v psihologiji. To pomeni, da ko človeka prvič spoznaš, dobiš nek prvi vtis o njemu in tak, kot je ta prvi vtis o človeku, tako ga tudi v bistvu percepiraš oziroma sprejemaš naprej, tako ga vidiš tudi naprej, ko se družiš z njim. Tako da če ti človek pusti nek ful dober vtis prvič, ko ga vidiš, boš to nekako imel od zadaj v glavi tudi potem, ko se nadaljnje družiš z njim. Tudi če bo on naredil kaj narobe, boš rekel, a ne, sej on je v bistvu v redu človek. Če pa takoj od začetka dobiš nek slab vtis človeka, pa je lahko samo for, da je imel slab dan in se pač niste pokonektali. Pa se ni znal obleči. To je neke 3 sekunde, ali kaj je to neka fora, to je, ne? Ja, tudi to je, ja. Prve 3 sekunde, ko si z nekom bil. Ja, tako ful priporočajo, da se nasmehneš človeku, ta nasmeh je ful pomemben, da v bistvu mu daš vedeti, tako da sta že prijatelja na nek način. Ja, nasmeh je ful pomemben. Že primer, jaz pri punci vedno pogledam, kaj imamo buto. To me vedno pritegne tako, jo prečkiram outfit, ampak od spodaj na vzgor. To sem že večkrat slišala od tipov, da najprej pogledajo, kaj ima buto. Pač dejansko to ful pove. Tako, malo karakterno, kakšna je, ful dobiš samo, da pogledaš, kaj ima buto. In pol jo čekneš celo. Ko jo opaziš. Mislim, jaz prvo opazim postavo. Ja, pošteno. Jaz prvo vidim, ne postavo, ampak bolj mogoče obraz. Ne vem, pa ne vem, recimo lasje. Postava je meni. Jaz to vidim takoj. Skeniram. Ker sem visok in imam visoko točko in pol samo tako in pol pip. Okay. Ne, in v bistvu vidim in to vidim prvo in meni je pač tako, mi je mogoče, da se razlikujem, da je malo unikatna, na nek način to mi pade v oči. Mogoče kakšen odštekan stil, ali pa da, mislim, jaz začutim dosti tudi to energijo, ko dajo recimo kakšna ženska, ko ima tako to pozitivno, tako veselo, nasmejano, ženstveno energijo, to se mi zdi meni ful lepo. Da ni taka resna, non-stop. Ok. Čevlje ne vidim takoj, ker... To razumem, si velik in dokler dopriješ do dol je daleč, tako da pri tebi je to zadnja stvar. Jaz sem bolj mičkan, tako da je bolj pri meni. Kaj res ti prvo pogledaš čevlje in pol v obraz in postavo? Za reč, kar ni od čevljev, tako čeknem na hitro. Ok, ta je cool, ma pol prva stvar, ko jo grem analizirati, je pri čevljih. In pol ok, in pol grem gor, dobro, ok. Torej obraz ti je najnižji, pač najmanj. Ne, ti pravim, začnem jaz celo analizirati, analizo začnem pri čevljih. Čakaj, samo to me zanima, kakšni čevlji morajo biti, da tebi so všeč čevlji? Nema veze. Kaj da ima čiste? To ni, to pač vidiš. Kaj če imajo ponke? Članka, če je poletje. Ampak spet ne, kakšne ponke? To ful pove. Torej, ja, sem še vedno ne vem, kaj vidiš japonke in pa rečeš, te japonke so the shit. Ali rečeš... vidiš, tako jo... Vajbaš človekom, da ko vidiš, kaj ima obuto. Ok. Jaz začutim. In to pač pravim zato, ker bolj sem spoznal neko osebo, ali fant ali punco, in pač so bili isti, kot sem si predstavljal glede na čevelj. Zato zdaj... Recimo jaz, ki imam te Air Forcice, kaj si predstavljaš v meni? Tako... basic pička. In ko sem te spoznal, sem vedel, da je res. Schecam. Kaj pa jaz, ki imam bulerje? A na te bulerje sem ti jaz pomagal vzeti, tako da prosim. Ampak to je tako moj stil, bi si jih upila tudi brez tvoje pomoči. Ja, ne, ti si iskala ene brez zamere grše, jaz sem ti rekel, tej so lepši in si rekla, fuck ja, tej so lepši in zdaj imaš te, tako da prosim. Ja, drugače Rimanič je moj shopping buddy. Stilist, lepo, prosim. Kada, če sem grdo oblečena. Pač vsaka punca mora imeti enega, ne? Zdaj, čakaj, prosim, prijemo najprej, enega po enega. Ne, zdaj, če vidiš te Ano na ulici ko klošarka, ne zdaj, to je stilist Rimanič naredil. Ne. Jaz jemljem zasluge za top obleke od Ane, drugo je ona kreatorka.
prosim, Jure, zdaj se pa vračamo k tebi. Tvoji umestni komentarjev. Povej. Veš, za vsaka punca mora imeti prijatelja, s katerim gre v shopping, ne? Ja, te so ponavadi gej. A ja? Ja. Ja. It's obvious. Hočeš kaj povedati, Matej? V glavnem, fantje. Instagramat Matej Rimanič. Ja, meni je rekla moja punca, da če daš ljubčka tipu ni varanje, ne, tako da lepo prosim. Kaj to misliš, da ti ona, pač, kaj to velja v isto smer? Pa, ali? Ja, nažalost. Okay. Ma to smo že govorili, ne? Ja, vem, no, v glavnem se malo... Smo revizitali temo, da vidimo, če mnenje je isto. Prelil temo, no. Če niste, pejte prečkirati prvi podcast, tako da... Člani nič, prvi podcast. Zvezde so se prikazale v nočni luči. Lahko poveš malo, koga smo kaj spoznali, mogoče? Leti pa Mona. Sorry, sem ti hijackal. Ja, ne, To je zaključiti. sem ti hotel dati lep oli up, ne. Kako so se zvezde slovenske filmske scene svetle v nočni mesečini, ampak veš, kje se naši gledalci lahko svetijo, pod kakšno lučjo se lahko svetijo. OMG! Kaj? Kaj? Počakirajte Luer Beauty Ring Lights. Najboljše luči na trgu. Imate veliko različnih jakosti, barv svetlobe in veliko več. Nastavljiva višina, kot. Ne. Obišči luerbeauty.com. Link najdete v opisu. Moj bog, to Ana jih ima 4, Matej jih ima 5. Wow. Oh yeah. Sponsored by Luer Beauty. Sedaj je bil kakšen podcast drugi, ki bi imel Femiča, ne? Pizda, ne vem, zakaj se kdo še ni spomnil. Flora ime za podcast drugače. Pizda, ne bilo... Dejansko je tako, si misliš, da bi bil en podcast, da povabiš tako te zvezde slavne in to in tako imaš debato z njimi. Ja. Tipo na fora pač, da si jih folk zapolne, prej njih pozabijo. Tipo, Pizda. To pizda. je ful dobra ideja. Pač dejansko... Moram zadeti folka. Ja, no, pardon. Dej. Če se navežemo mogoče iz poklica umetnika, lahko rečemo, da umetnik si cel dan, ne? Tle ni od 9 do 5. Ali pa od 8 do 4, kot smo bolj navajeni v Sloveniji. Pa Jure, lepa. Tako da zdaj nas v bistvu, kar nas zanima je, kaj je boljše, kaj so prednosti mogoče, delo od 9 do 5 ali pa od 8 do 4, v primerjavi z delom, ki ga delaš po svoji volji, ampak seveda na koncu mora biti narejeno. Tako da, Ana, kaj misliš o temu? Ja, delo je definitivno, oziroma služba je definitivno ena stvar, ki vzame velik del tvojega življenja in zato je v prvi vrsti pomembno, za moje pojme, da ti je ta služba všeč. In v takem primeru se mi zdi, da ni toliko panike človeku, da dela recimo v tem nekem določenem časovnem obdobju. Če pa mu pač ta služba ni všeč, potem pa zna biti to problem. In te lahko tudi izčrpa do te mire, bolj psihično kot kaj drugega, da potem popoldne, ko recimo prideš iz službe in bi imel čas za delati stvari, ki te dejansko veselijo, mogoče nimaš te energije. Tako da v prvi vrsti se mi zdi najbolj pomembno, da pač ti je to, kar delaš, všeč. In potem se mi ne zdi nič narobe s tem, da pač delaš 9 to 5 ali pa od 8 do 4, kakorkoli. Ima tle problem, da večino folka dela od 8 do 4, to, kar jim ni všeč. To je res. Jaz mislim, da je vsak odgovoren zase v svojem življenju in je tudi odgovoren za to, da bo srečen oziroma zadovoljen in mora v tej smeri nekaj sam narediti. Tako da, če se on oziroma ona zadovolji, da bo pač delal nekaj, kar ga ne veseli v tem določenem časovnem obdobju, potem that's all on you, ne? Je to čisto od tebe odvisno. Tako da, koliko si pol ljudje zares želijo nekaj spremeniti, je odvisno čisto od njih. Lahko eni pač jim je vseeno, pač oddelajo ta del zjutraj do popoldneva, oddelajo in pa pol grejo delati stvari, ki jih dejansko veselijo. Samo zanimivo je, da v službi pustiš
se mi zdi, da večino svojega življenja, tako da to je edina taka stvar, ki je meni osebno zanimiva, da smo kot družba vsak dan, ko je zelo ko so najlepše ure dneva, preživimo verjetno v pisarni ali pa nekje in menjavamo svoj čas za denar, kar pač se meni zdi tako. Ja, that's the way it is, ampak Ma ta dar rabiš, ne? Nekako moraš živeti. ja. Samo pač je zanimivo, ne, da v bistvu najlepši del dneva preživimo nekje za nekoga drugega, mislim dosti kot za nekoga drugega, ne, preživljamo. Ali pa dajemo svoj čas. Tako da je lahko, Matej, ti malo poveš mogoče, ki si bolj v umetniških vodah, tako, ki pa se malo poslužuješ tega drugega koncepta dela. Zaenkrat jaz še vedno študiram, tako da jaz službe še nimam. Je bil pa najlepši primer in lekcija, ki sem delal na pumpi. Sem čisto šipe. Bencinski črpalki. Ja, tako, ja. In tam za reč nisi plačan, dobiš samo napitnino. In za reč dobiš toliko napitnine, koliko delaš. In koliko si zagret. Če ne delaš nič, ne boš dobil nič. Če delaš ful, boš delal ful. Na primer, tam je bila meni, ne vem, povprečno na dan sem hodil domov z 80 evrov, čistega na roke. Je delal en z mano, ki hodil domov z 20 evrov na dan. Pač, kaj si imel zavezano majčko, tako malček više, ali kako? Ja, pač, ko je bila kakšna huda Taljanka, ki sem delal tle na italijanski meji, sem rekel, čau bella. In je rekla, oh, fuck stari, na 2 evra. Ja, dobro. Ja, ne, pač tle mi je bila tako lekcija pizda bala delati tako na takem stilu, da moraš res garati ful in toliko kot garaš, toliko zaslužiš. Ja. Zato, na primer, je bilo ful hudo, za reč, najboljše študentsko delo. Sem hodil 80 evrov na dan na roke. Za reč, se izplača, koliko trdo delaš, toliko denarja dobiš. Zato, ker, na primer, če bi izbral neko, ne vem, študentsko delo, ne vem, v tušu prodaja to vitke, štekaš, tam sediš te dan, ne delaš nič, ampak dobiš 5 evrov na uro. Mislim, prodajaš vitke. Tipo, sediš tam ne, in dobiš mogoče en dan, 2 pride do tebe, čau, kaj imaš od iPhona? Dej, povej raje kakšno zanimivo zgodbo z benzinske, kaj se ti je zgodilo najbolj banalnega? Fuck, veš, ko vam dobro, stari. Ne, to sem ti povedal, sem ti povedal, ok, v glavnem. Bom še enkrat povedal. Čistim jaz šipe. En Taljan in Taljanka so prišli iz plaže. Tako si čisto šipe? Ja, čistim jaz šipe. Zdaj 5 evrov? Ja. Tako sem. Ne, v glavnem čistim jaz šipe. Tip je šel... Si naložil šipo prej? Ja, valjda, Jure. V glavnem, prosim, ja, ne biti seksualen. Bom jaz naredil to zgodbo seksualno, brez skrbi. Časi. V glavnem, gre Taljan ven, mi da 1 evro, da mu čistim šipe. Začnem jaz čistiti šipe, najprej na voznikovi strani in potem na sovoznikovo stran. In tam v sovoznikovem sedežu je bila njegova žena. Lih iz plaže. Ženska je imela tako mini skrt iz plaže, sedela z nogami na razen in je imela meni gat. Ne kopalk, ne nič spodaj. Jaz sem gledal njeno gospodično, njena gospodična spodaj je gledala mene. In ja, takrat se prav spomnim, jaz sem kar 2-3 minute tam drsal uno šipo, ker res je bilo malo ekstra umazano, uni del. A najbolj smešno je bilo, da kot sem jaz pucal in gledal od te gospodične lulico, je ona mene videla, da jaz gledam njeno lulico. In samo smo se spogledali tako iz oči v oči. Počasi je tako naredila, prekrila noge. Jaz sem se smejal, sem še malo obrizal s papirjem in sem šel. In ja, pol, ki je prišel njen mož nazaj in ki je imel drobiža, ki je plačal pač benzin, mi je dal še uno. In sem mislil, stari, tip mi je plačal, da sem videl ulico tvoje žene. Mislim, ja. Jaz mislim, da prav je, da ne bi gledal, ne, ampak iz kulture, ne, ampak... Vidi, da bom čisto šipe in ženska sedi tako. In kaj? Ja, verjetno ni pomislila. Kaj bom ne gledal? Ja, jaz nisem gledal, slučajno sem videl, jaz sem čisto šipo. Jaz nisem gledal, slučajno sem videl. Pa pod šipo je bila to lih tam, ja, in jaz sem se vidi. A ne, kaj ti bi potrkal. Gospodična, se vidi vašo vagino, prosim, pazite. Italijansko, ne vsaj. Dobro, buongiorno signora, we can see your lulika. Ja. Glavne, ja. No. Ja, ta Matej pač, ja, izkoristi priliko. No, glej, noben ti ne bo zamiral. Sorry, noben ti ne bo zamiral. Je bila pa ful taka mlada pupa, tako da... Jaz sem tudi delal na medicinski, samo zdaj se ne spomnim nobene take štorije zanimive. Ne, sem pa opazil, da tisti, ki imajo ful zanimive,
Tisti, ki imajo najdražje avte, ti dajo najmanjšo manjšo. Ja, Ali pa škrtice napitnino. stari. Tisti, ki imajo najbolj razpadajoče avte, ti dajo pa največ denarja. Vse je to pač ful zanimivo, ne? V bistvu, ja, tisti, ki imajo ful denarja, šparajo. Štekaš, da tipo tako, nek Porsche velik, tipo uni, tipo, Cayenne. ja, tipo, ja, zlata ura, zlata verižica, polizorni las, jaz mislim, ok, to je fucking package. Armani srajčka, une dres hlače, lahko vam sputam šipe jaja, ko imate to, stari tip bo dal fiks. Tip mi dal 20 centov. Tip mi dal fucking 20 centov. Dejansko ti je dal realno plačo, zato ker si naredil. Tip mi dal 20 centov šupak. Sigurno ima kakšnega zaposlenega in ve, koliko stane ura dela in ti je dal... A to ni to, to je princip. Tam smo za reč, da... Pač jaz sem tudi to delal, vse je full cool, samo pač Ja, ma ne, jaz sem... Včasih ne dobiš nič. Eni pucajo šipe, lik tako, da ti zmočijo šipo. Jaz sem pucal šipe, da se ti je šipa svetla. Jaz sem ti jo prav šipo lepo. Kot si meni zadnjič, ki je bilo bolj umazano kot prej. Nimajo vsi, kaj, petrola, OMV, ne OMV, ja OMV ima to, na OMV smo bili. Ne menjavajo vode. Jaz sem menjaval vodo na 3 ure, moraš non stop menjati. menjavajo. Ja, mi smo menjavali in vodo in uno spužo od metlice, redno, da pač, ko se ščisti, je čisto. Plus čistilo moraš tako vsake 2 ure ti dati novo notri. Jaz nisem dal čistilo. Mi smo dali. Pravim, jaz sem spucal ti šipo. Tako da lepo prosim, evro je bil zaslužen. A kaj 1 evro je kao ta Ma ne, neka pač norma? ali vzamem, koliko mi dajo. En tip, 50 do 2 bi rekel, centov, Ja. evro. pač, en tip, naprimer, je prišel, sem ga vprašal, če lahko čistim šipe, je rekel ne hvala, je prišel za nazaj in mi dal 5 evrov. Sem rekel, kaj, zakaj? Je rekel, vem, kaj biti študent, nas voli, uživaj. Bem, član. Ana, kaj pa tvoje študentska dela? Moja študentska dela zajemajo predvsem delo v gledališču kot hostesa, kar mi je v bistvu full fine, zato ker lahko vidim tudi predstave zastojno, oziroma zato ker pač ena hostesa mora imeti predstavo vedno ostati noter v dvorani, če je kakšen problem ali pa zaspuščati ljudi na WC in to. In lahko pol vidim predstave in to mi je v bistvu še najbolj tak zabaven del dela. Čakaj, Ja. ma gledaš pol vsake čisto predstavo, ali kaj? 10-krat? Ja, kakšno predstavo gledam dostikrat. Se spomnim, da eno obdobje, ko sem delala na jutranjih predstavah, so bile predstave za otroke in je bila ena predstava taka kratka, polurna, ampak sem mogla iti vsaj enih 10-krat sigurno not, tako da poznam vse pesmice iz predstave. Klinc, in kaj se ne reče zlagati police? Mislim, kot jaz vam se reče, zalaganje polic. Član, ni da vidiš, člani, lej, zlaga police, tip. Ne, imaš študentsko delo, zlagam police v Mercatorju. Ni fucking zlagati police. Kakšno zlagati police? Lej, jaz ti povem, da se mi zdi, da je zalaganje polic. Jaz pa kaj? mislim, da je polnjenje polic, to ponavadi piše na teh študentskih delih, naziv dela, polnjenje polic. Dobro, tako da- ajde, to je uradno slovensko polnjenje, pač zlaganje. Zalaganje. Pač, ker jo založiš z izdelki. Ampak veš, ki se reče, sem založil eno stvar in jo nisem našel. Ja, torej nekam si jo postavil in jo ne najdeš več. To ima več pomenov, pol ta beseda. Zlagaš police? Založiti. Bem. Založiti ima, ja, 2 pomena. Ne. En založiti je založiti police, oziroma pač, da narediš shrambo. Drugi pomen besede založiti pa je, da nekaj izgubiš, oziroma ne Pa to je najdeš. zaloga. Ja. V glavnem zlagaš police. Zaloga, zalaganje, Zlagaš police. zalogaš. Lažeš. V glavnem, Zlažeš. Zlažeš. študentska dela, vija nobenih noče delati, vsi bi radi Vsi imeli hočejo denar. delati. Kaj bi naredili, če bi imeli 50 milijonov? Jackpot praviš. Ja, zdaneš jackpot, evo, loterija, jackpot. Kaj narediš? 50 milijonov. Ana, Jure, dal prvi. Gospodični imajo prednost. Ne, že jaz. Ok, če bi jaz imel 50 milijonov. Jaz da imam 50 milijonov, prva stvar, ki bi naredil, bi investiral v neke nepremičnine. Okay. Torej v tvojo mamo. Vsi vejo, da je zaston. Ne, ker je
nepremičnina, Sem štekaš. dal badumc. Ker je ne moreš premakniti, ker je tako. Ker je nepremično. Kaj je ta badumc? Ja. Badumc. V glavnem, 10 milijonov bi dal nepremičnine, torej kupil bi nekaj stanovanj v Ljubljani, nekaj stanovanj na obali, kakšno stanovanje v tujini. Eno stanovanje bi na Portugalskem, tako da lahko grem surfat. Zdaj, ki sem passionate surfer. Malo si obnarejo tatu, tako en val. Tako je. Na prsi. Moj sin se bo imenoval Val. Štekaš. To je lepo ime. Res ni lepo ime. Vsi vali v komentarju odplavajte. Val, res ni lepo ime. Val. To ime je kot da ga je ne plaknilo morje. Ja. Aj. Jaz se zdržujem, ker poznam ljudi, ki se kličejo Val. In meni je to lepo ime. Ne, lepo ime. Me bo napadel cel val valov. To bo sprožil res neko valovanje, Tsunami. polemik. Kot le vsak prav nekaj fora valu. V glavnem, val ni lepo ime. Napišite komentar, če vam je Val lepo ime. Napišite komentar, če ste val. 50 milijonov. Ja, torej investicije v nepremičnine. Pole to smo rekli na Portugalskem, kakšno stanovanje mogoče v Aziji, kakšen Hong Kong. Opa, To je bilo zanimivo. tam je ful za reč umazan zrak in tako v Hong Kongu. Ne vem, če specifično v Hong Kongu. Je tam. A je? Kakšen Peking bolj. Ne, Hong Kongu niso tam zdaj tudi protesti in to, tam je una situacija, una ful vija. Je že šlo mimo, ja, ampak Šlo mimo. ja, so v bistvu Ni še fora je vedno bilo v tam temu, bolj da tension. po moje je, ampak fora je bilo v temu, da Hong Kong kaj Hong Kong je bil? Ja, no? ne. Hong Kong, ja. Hong Kong je bil del Velike Britanije, ki so ga pustili, ja, To, ok, to. hvala Hong Kong. Ja, tam je problem, ker so Angleži okupirali tisto ozemlje in je bilo pod njihovim okriljem ful časa in pol so sklenili pogodbo s Kitajsko, da po določenem letu in bojo nazaj prepustili to ozemlje. In ko se je to zgodilo, se Hong Kong ni hotel pač ni se prepustil tej vladavini Kitajske in so bili protesti. Tako da ja, zdaj ne vem točno, kaj se dogaja. Ampak ja, tam bi imel stanovanje. Tako, malo investicij v nepremičnine sem rekel. In pol, ne vem, 10 milijončkov bi šlo v luksus. Ne vem, kakšen Kakšen Porschejček, kakšen Koenigsegg. Rar. Vrum. Tako, kakšna taka zabavna igračka, da mu reči. Kakšen private jetek. Ja. Bi nas peljal? Ja. Tako da, to bi bilo zanimivo, vse da izkusiš. In pol potovanje po svetu. Toliko je ti bogat, da ne bi šel napraviti, ne, si ga kupi, da ga izkusi. All in. Da si ga narediš še malo custom. Ja, ne, okej, to te šteka, ne lahko reči, da sem... Čeprav, Na če smo svojem pravem realni, jetu. 50 milijonov stane eno letalo. Normalno letalo je 50 milijonov. Tako navaden pravi jet je 50 milijonov, več. Tako da ne bom si kupil pravi jet, ker nimam dovolj, da eno cestno si bom kupil ono propelersko. In ga pipistrela. Ja, samo ono, ne vem, to je elektrika v zraku, ne vem. Naprej, koliko mi ostane? Še 20 milijonov mi ostane. Ajde, rečemo. 10 milijonov bi dal familiji. 10 milijonov bi pa dal pol še, ne vem, mogoče za prihodnost, za kakšne otroke. Ajde, milijončka otrokom, 9 milijončkov investicije. Naj si sami zaslužijo. Naj sami zdanejo jackpot. Je, tako. Evo, to je moja percepcija o 50 milijonih. Pa ti, In Jano? seveda investicije. Pardon, ja. Pa ti, Jano? Seveda, sedaj pa Ana. V bistvu jaz bi si najprej, po moje, nabavila nekega finančnega svetovalca, zato da mi lahko svetuje, kaj narediti s tako veliko vsoto denarja, ki si v bistvu, po moje, ful težko predstavljamo, kakšna količina denarja je to in kaj vse se da s tem narediti. To je realno en kup denarja. Definitivno tudi kakšne te investicije, pa donacije v dobrodelne namene. V tej smeri, ker jaz ful nisem materialist, ne dajem toliko pomena na te materialne stvari, pač sem hvaležna za to, ker imam, ampak tako, me ne zanima recimo dragi avti. Kaj Porschejčka, ne pa. Ne. Realno, veš kaj bi Ana si lahko kupila eno Teslo samo vozečo. Samo to, ampak tako ono štekaš, da nam pač da ohranimo varne ceste, ne? Mislim, no offense. 100 jurčko boš dala za en avto. Ki ona ful ne rada vozi. Ja, Ful darje. res Si je. pokupila doživljenjsko karto za bus.
Pa rekla, in tašen pulover mi naredi. V glavnem mano smo hecali en dan, ki je prišla v puloverju, ki je pač zgledal, ko sedeš od avtobusa. Oni siv s pikicami, tako da... Ti si dvakrat udaril po njej, tako je šel prah ven. Ja, pač le bila vse megleno, nič nismo videli. Ja, kaj bi še? Bi dala kje družini? Ja. Koliko? Kaj? Komu? Kolikor bi rabili? Bi dala vsem enako? Torej, recimo, kaj to meni, koliko bi rabili to, tako, zdaj zelo... Ja. Bi rekla, jaz rabim 10 milijonov, bi ti rekla Ne, tvoja zareč, sestra. tvojih 50 milijonov, bi rekla sestra, jaz rabim 50 milijonov. Sajk. Ne bi tega rekla. Ne poznaš, kaj Kaj znaš? pa recimo, če bi se, ker bi to rekla tvoji družini in bi si vsak lahko zmišljala, bi se pol skregali, ker bi nikomu dala več. Ja, sej, bi dala vsem Pa isto? ne, ker nismo taka družina. Ja, niste Bi se imeli še okoli- denarja? Take velike vsote, Ana. Le zato pa so finančni svetovalci. Dobro, Ja, kaj glej, lahko jaz to- prosim tega finančnega svetovalca odpustimo ta trenutek in te vprašamo, Ja, kako pa bi ja. razdelila. Družini. Sploh ni povedala, koliko denarja bi jim dala v resnici, koliko rabite, kaj to pomeni. Ana, in kaj jaz sem zdaj tvoja Ja, glej, družina, ne ker vem, smo frendi. In jaz rečem, rabim 1 milijon evrov. Ker recimo, ko daš nekaj ko investiraš v nekaj, lahko dobiš iz tega še ful več denarja in se potem lahko še to razdeli. Zato Lahko je treba dobiš to tudi ful manj. tudi, odvisno v kaj Dobro, teh investiraš, 50 milijonov filozofiraš le. Ja, zato ker ni tako enostavno to. Komu bi dala? Imaš 50 milijonov. Ok, koliko bi dala družini? Ja. Vsota, ki bi jo razdelila. Mama, da tata, rečeš- sestra, koliko komu? Ne koliko komu, ajde, vsaj kakšno vsoto bi dala. Ja, Jaz sem koliko? rekel, da bi dal 10 milijonov družini. Ja, no, koliko? Ja, koliko bi dala ti? Moje stoji nekaj takega. Ok, Vse skupaj? 10 milijonov. Ja, ampak so 3, kako bi to razdelila? Kaj je že To pravim, koliko komu daš? 3,3 perioda. perioda. 3,3 Ja. perioda. Torej, za reč to jim moraš pol še nakazovati. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Daš na trajnik, ali kaj že. In štekaš, in pol bi tvoja, recimo je bila taka fora, ne? In pol tvoja sestra recimo bi začela flexati z nekimi dragimi avti, kako bi to sprejela? Daš 4 milijone in pol tako flexa. Ja, pol, kdor ima ta denar, pač naj dela s tem, kar hoče, ne. Ok, torej ti ne bi motil, da ima sestra Porscheja. Za reč, ne. Si dala ti ta milijon, ampak se kurči, kot da je to njen milijon. In tebe sploh tako, te Smiš da odjebe. reče, kao ono, maj to sem sama zaslužila. Ja, ko bi filala. Dobro, pač to se ne bi zgodilo. Ampak če že Govorimo. hočete teoretično, pač, Bi se skregala, ali? ma ne, briga me res. Pač. Okay. Če daš, ne smete brigati, realno. Ja, Ne dela krča. ja, tako je. Realno, ja. Ja, veš, to je tako, ne. Zelo zanimivo vprašanje, ne. Kaj pa ti, Matej? Ti, ki imaš že 30 milijonov. Tako bom rekel, ne. Jaz na srečo sem edinc, tako da, ko jebe brate, sestre. Ne, Thanks, jaz sem tvoj brat. ma ti si moj, ja, sestra. V glavnem, ja, ta kaj bi naredil? 50 milijonov, 10 bi doniral v dobrodelne namene, kot sem rekel, dobra karma, jaz ful verjamem v to in sem ful sebičen. Dobro karma, Ful bi si nabil kot dobro sem karmo. rekel, dobro karma, tek sploh nisi povedal, dobro karma, nič danes. Ma dobro, v glavnem, kot sem rekel, dobra karma, to se je navezovalo, ker smo imeli prej tehnične težave in sem jaz nekaj zajebal. Veste, kaj naredi in zdaj smo Matej? spet le. Veste, kaj naredi Matej, ne? Tako zgleda ta situacija, ne? Baterije, Veš, on bo zdaj to razlagal, ne, ampak jaz to režem, tako da to bom dal ven, to mu izpada ful dobro. baterije, V glavnem, 10 milijonov bi dal za dobrodelne namene, zato da si nabijem dobre karme, da se mi bo vse to dobro vrnilo, da pol nekje po tleh najdu teh 20 milijonov slučajno, ker pač sem dober človek. ne mislim, da ne boš dobil na tleh 20 Ja, milijonov. Ti, bem. če jih boš dobil, jih bodo prišli iskat. Boš dobil kartico, pobereš kartico, greš na bankomat, veš 10 milijonov. In še na kartici, ker imaš toliko dobre karme, vzadaj najdeš listek, en si je napisal pin, ker če ne pozabi pin, tako da član dobra karma. Kdo je ta karma? Kaj poznajo? A ne vem, če se ti ni nič dobrega zgodilo v lifeu, po moje ne. Ali pa še se ti slabe stvari zgodile, po moje, ja. Ja. Ok, ja, makes sense. Makes sense. Ja. Ne, to je bi šlo v dobrodelne namene, pol bi odprl sladoledarne po celem svetu, ja, bi imel tako najjač slavljet na celem svetu in nič, bi skupil eno hiško na Malibuju ob plaži in užival life.
To je to. Potoval mogoče malo, bi si ti pridružil na kakšno potovanju. Če me vzameš s sabo, ne, če ne, pač fuck off. Ja, te vzamem s sabo. In kar bi ostalo, bi doniral Anini družini, ker ona ji ne dala nič. Ajde, ni? Ne, Anini. Anini družini bi dal, tvoji družini bi dal, ker vem, da ti jim bi dala malo, tako da. Povedala prej. Se povede, da 10 milijonov. Ja, no, Kaj pač, si izmišljuješ zdaj ti? jaz bi dal še malo To več. ni scenarij za film. Ne, mogoče kakšen film bi posnel. Kašen? Tipo scena umetniški? Ne, komedija. Komedija. Ok. Kaj bi bil smešen, ali? Bi Ne. proval biti. Ali bi plačal s tem denarjem ljudi, da se smejejo. Kot zdaj dela, misliš? Torej, kakšne teme še imamo? Hvala Matej za onih 100 evrov zadnjič. Res mi je dosti pomenilo. A pa jaz, ko sem šla na tvoj stand-up, sem se ful smejala. Si me dobro podkupil. Tako, ha, 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 ha. Hi, 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 hi. Da Matej pove kakšen joke stand-upa. To bi lahko pošeral malo s publiko. En mesec nazaj bo že kmalu, po moje. Sem imel prvi stand-up in ja, bilo ful uspešno. So bili eni komiki, mogoče poznam ste Gašper Bergant, Marko Žerjav, on je takih velikih, druge, žal sem pozabil imena. Ampak so tako znani, no, dokaj so na tako scenah se Je bil tudi pojavijo. Papič, ne? Ne, Papiča ni bilo. A, ni bil. Sašo Stare je prišel samo pozdraviti, ker je slučajno lik bil v Kopru, ta nastop sem imel v Kopru. Ful je bilo smešno, ker vsi komiki so mi rekli, imaš to, super bo, ampak ker bo prvič pripravi se, da bo za en kurac, ker katastrofalno bo bilo. Ampak imaš to, bo bilo super, ampak če bo bilo slabo, pripravi se, ker vsi naš prvi je bil slab, prvega moraš dati skozi, tako da, če bo slabo, ne zaskiraj se, to je normalno. Ja, ja. Ampak jaz sem ful bil samozavesten pač, da to bo bilo dobro, lahko ne reči, ker hoče, to bo bilo fucking dobro. In res je bilo ful dobro, za prvič, folk se smijal, ful je bilo hudo. Žerjal je prišel gor na oder, potem, ko sem jaz končal, tip je bil tako, me gledal, mi je dal kepico in tip me gledal, okej. Za odri smo pokleptali z drugimi komiki, so rekli, pizda, fuck, tebi to prvič, sem rekel, ja, so rekli, pizda za prvič, stari. Bilo dobro, da to reče, to je tvoja cura tuji, ne? Mislim druga. Badumc. Za prvič bo dobro. Ja, ne, tako da, uspešno so me povabili povabili so me. Uspešno so me povabili. Ja, ne, uspešno, da reči ni, da so me povabili, so rekli, v smislu pač, valjda boš kje nastopil, sem rekel, da če me povabiste, ki vi veste, kje je to, so rekli, dobro, te bomo ok kontaktirali, tako da. Ok, Nice. Uspešno, ful hudo. Checknite out, Matejo, ja, nima linka. Ko bo kje, prečeknite, bom že objavil kje na Instagramu, te Rimanič, ste čkirali. Ne, na teta je bila ful hudo, ki je prišla do mene v polčasu, ki tle imaš tudi polčas. Okay. Za malo pauzice je prišla ena teta do mene. Lik smo se slučajno na hodniku, so se oči srečali in je rekla, fuck, kaj si bil res prvič, res si bil prvič, je rekla, ful je bilo pizda nekaj lepega, je rekla. Rekla je, jaz se spomnim, rekla je, da si bil božanski. To. And that's what she said, ne? Tudi. Tako da ja, bilo ful hudo, slišiš lepe besede, slišiš, da je bilo uspešno, tako da, ko sem v vašem mestu, pridite prečkirati. Veste, kam ne iti? Za prvič bo, je rekla punca. Ko je bilo tebi prvič? Je rekla tvoja gospodična ali pa fant, ne vem, kdo ti je bil prvi, kakšen komentar zanimiv po koncu? Evo, to je rekla. Kaj je rekla? To je to, a? Ja, kaj je rekla? Je rekla... Ne vem, kaj je rekla. Ostanimo kolegi. Moraš to vleči ven tukaj. Glavno ne moram Juri, povedati. če se hočeš pogovoriti o tej travmi, lej, jaz berem ful psihologije, mogoče ti lahko pomagam. Kako je bilo tvoje prvo? Iz tega ne bom debatirala z vami, hvala. In s celim občinstvom. Mislim, lahko jaz povem, kako je bilo prvič. No, kako je bilo? Pač tako sem kimal kot Ana zdaj. Tako sem delal. Nisi se zadovoljil? Ni ona tebe zadovoljila?
ne vem, it was mutual. Aha. Ste rekli, ostanimo kolegi in zgradimo podcast, tako da bomo šarimo niče gor. Tako, pač mora biti nek vmes, ne? Okay. Nek člen. Ne? Aha. V glavnem, no, nismo jaz in Ana skupaj, Ana in Matej so skupaj. Super, To je ta skrivnost, ki pač je ona dva ne želite deliti, tako da oba se pretvarjate, da imate fante in punce, ampak, mislim, Matej si je zmislil, ker si to predstavljate, da je v drugem mestu njegova punca. Ja, veš kao, iz drugega mesta je boj tiho. Z druge regije je celo. Ki folk res misli, da si na nahodimo. Ne, samo peljemo skupaj do sem. Ne, gremo peš. Dobro, ja, nista skupaj. Ma zakaj, ne, veš kaj je meni uno, ne? Pač, fora je, da ti mene kog blokaš, ki je uno, fuck you, Ana, mislim, jaz sem zaseden, ampak dobro, ampak sama sebe kog blokaš, zakaj si to delaš? Škaj? Si hočeš dvigniti svojo samozavest, da hodiš s takim cool fantom, s takim zabavnim, znanim fantom, kaj si hočeš to, Ana? Prosim. Ja, s tem si ne, ampak res. Šujem samozavest in... Zakaj si kog blokaš? Zakaj podpiraš to fora, da smo skupaj? Ne, ja ne podpiram. Če mi kdo, oprosti, če mi folk reče... Kaj si se v mikrofonu dal? Kaj ga lahko paziš, prosim? Če mi pač folk reče, okej, vidva z Rimaničem ste skupaj, rečem, ne, nismo. Če pa se... Sem videl. Ko reče ona, ne, nismo. Ne, pač... Veš ono, smo bili, evo, štorija. Smo bili, je vletel brat Dželo na obalo z Justiceom, ne, smo ga hengali in je prišlo v debato, fucking boj tiho, je prišlo v debato, oma, vidva nista skupaj, jaz mislim, da vi ste fanti in punca in Ana, veš, ne, pomota, samo kolegi. Ona v smeh, samo ha, in je bila tiho si bila, ja, tako da ne poveš vsem. Veš kaj, jaz... Lahko povem? Povej. Jaz to naredim, zato ker ti dosti krat mene tako zafrkavaš in to je... Kdaj jaz tebe kog blokam, Ana? Ne v tem smislu... Dobro, kaj te kot blokala pred Justusom, ali kaj? Ne, sama sebe kog blokala. Ti veš koliko punc mi je, veš koliko punc mi je slajdalo v DM-e in mi napisalo, stop, La. Pred ula. La. V glavnem. In mi je pisalo najprej tako kolegovsko in pol, ti imaš punco? Nimam. Kdo je to? Kdo je Ana, ki jo vidite v videih? A ne, samo kolegi. Ok, cool, fuck, veš, tako sem ti hotela pisati že 3 mesece, samo nisem vedela, ker mislila, da ste skupaj. Tako da prosim. Jaz sem pač v tvojih videih vsake toliko. Pol naj si sami ustvarjali. Jaz moje fore, kot sem rekel, naše, da sva mi dva kao... Karkoli se zgodi v videu je skript, to ostane v videu šala in ti te šale pelješ iz videa, ja, v komentarje in v druge komentarje. Prosim, Ana, fucking. Jaz ne bi tega delala za nalašč v smislu, da bi folk mislil, da sva skupaj. Če nisva in to je to. Zato si tako suvereno povedala pred tam celo bando, da nismo skupaj. Sem se začela smejati, ker je to ongoing joke, ki traja že full časa in mi je bilo smešno. Gledalci morate vedeti, da se pari skregajo. In to je dober primer tukaj pač. In jaz moram to poslušati, ta par, ko se krega. Ne? In ste pogledali, zdaj pol... You're not my type. Ana je samska na valte. Sanska, misliš? Oboje. Katero ne bi? Jaz bi jo? Mislim, napište v komentarje... Če bi Anu. Ne, napište v komentarje vaš Instagram. Ja, kaj? Da Ana lahko izbere. Netflix. Napište vaša leta, napište, višina, najljubša na bančnem računu. Plus bančni račun in Ana bo izbrala zmagovalca. To je najpomembnejša stvar. V drugem podcastu razglasi zmagovalca. In lahko prije kot gost. Ne boste mi tega delali, hvala lepa, prosim, ker vzdržite se in raje napišite vaš najljubši film. Ne, veste, kateri je moj najljubši film? Kateri? Ko bo Ana padla v to ljubezensko zvezo in bomo posneli tako romantičen film. Ja? Ne. Ti kar dala gumba. Nisi dobil zlatega gumba, ampak... Sem dobil rdečega. Enga zate. Sorry, sem imela asociacijo na Slovenija in Magdalena. Enga zate. Čakaj, stop, ne, ena na hitro. Že ki smo pri gumbih. Sem kupil fucking hlače. In ker zdaj je korona v trgovini, moraš prodati hlač. Lahko jih probaš zdaj. Ne v vseh trgovinah.
Ne vseh. Skupaj ene hlače in sem rekel, ok, te izgledajo cool hlače, lepe hlače, prijem domov. Kaj sem pozval pogled, so hlače, ki imajo tako 6 gumbov. Huda fakt si izumil hlače na gumbe, ne, zadrga imaš. Ja, veš zakaj te gumbe? Fuck off, stari te Da, gumbe. tudi jaz sem videl te hlače dosti krat že, ampak to so bile nepravadi one Discord, so imeli take gumbe, se spomnim. No. Znam Discord. Te moje hlače, ki jih imam zdaj, imajo gumbe in je dosadno. Ja, pač, ne, fuck, dizajneri, prosim, zadrga na hlače. Ja, samo, ja, veš, vse ima prednosti in slabosti. Zadrga se zna uničiti, gumbi se ne bojo. Ja, ma klinc moraš iti stati in... Ma ne, veš, ko je bala, si pač tako sexy time with your lady in tako mora čakati minuto, da si odneš hlače. Do razumno minuto, ki boš pol doživela. Vse skupaj 2 minuti. Več traje, da si odpreš hlače kot z njo. Aj, Ana, povej, kaj je bilo, vedeli, res to, ali kaj? Ja. kaj? Z Matejem. V glavnem, jaz in Ana nismo skupaj, še. Ana in Jure niso skupaj. Še. Jaz in Jure Nisva skupaj več. več. Badumc. V glavnem, lajkajte, share, subscribe, napišite komentar. Vaš najljubši film. Vaš najljubši film. Kot smo rekli, višina, širina, dolžina, denarnica, da vas Ana izbere in pol bo šla z vami na zmenek, zmagovalec dobi zmenek. Blink twice if you're being held hostage. Lep dan in nasvidenje, se vidimo v drugi epizodi. Ciao. Aj, čau.